Sem Ana Marija, stara sem 27 let in prihajam iz Blok. Opisala bi se kot zelo živahna in razigrana oseba, ki zelo rada ustvarja in je rada v naravi. V bistvu sem letos doživela eno poškodbo v nesreči z avtom, tako da mi je to nekako ustavilo že življenje. Potem pa sem se začela malo spraševati, kaj bi v bistvu počela oziroma kaj so še kakšne druge stvari, ki me veselijo, pa so mi tudi pomembne. In potem je nekako prišel ta Masterchef nepričakovano in se nekako prepuščam zdaj toku življenja. Ne vem še, kot sem rekla, se prepuščam toku življenja. Še zmeraj zelo rada pomagam ljudem in mi je zdravniški poklic zelo všeč, ampak me navdušujejo tudi druge stvari, tako da mislim, da v življenju lahko počneš veliko različnih stvari. Bomo pa videli, kaj bo v prihodnosti. Želim se predstaviti na čim boljši način, skuhati nekaj ful dobrega in pa zmagati. Fotografija je ena izmed zelo pomembnih, potem pohodništvo, v fitness hodim, sem tudi kar nekaj časa plezala do nesreče, potem kolesarim po novem. V bistvu, če bi lahko imela vsak teden nov hobi, bi verjetno ga. Z očetom sva vedno zelo rada gledala Forged in Fire po televiziji in v bistvu je on dobil za darilo izdelavo svojega lastnega noža. Potem sem pa jaz seveda se pridružila, ker me je to zelo zanimalo in sva potem skupaj v delavnici od skiciranja do kovanja, izdelave ročajev, potem sestavljanja. To je v bistvu trajalo cel dan skoraj, da sva potem končala svoj nož. Po moje, ker je vse tako novo, ne vem sploh kaj pričakovati in je čisto izven moje cone udobja, tako da to. Mislim, da Mojmirja, ker se mi zdi, da ga je najtežje navdušiti, ker je tak bolj novodoben, drugačne okuse tudi predstavlja, tako da mislim, da njega bi bilo najtežje. Upam, da jih bom sezula s kakšno vegetarijansko jedjo, ker sama zelo rada pripravljam zdrave vegetarijanske ali pa tudi veganske jedi. Tako da upam, da jim bo kakšna mogoče moja solatna skleda ali pa vegetarijanska jed ostala v spominu. O tem sem tudi že razmišljala. Sigurno bi nadgrajevala svoje znanje še naprej s kakšnimi kulinaričnimi izobraževanji tudi v tujini. Če pa bi potem s tem tudi kakšno svojo pot v kulinariki ubrala, v smislu kakšnega bistroja ali pa kakšne restauracije tudi, pa pustim še naprej.